Koraki do uspeha. Radio Robin poslušate, Uro Simčič vam voščim dober dan v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha. Oddaja, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, kjer skupaj z direktorjem podjetja Spinte Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, v ospredje dajemo podjetno razmišljanje, inovativne ideje ter seveda odlične goste, ki navdihujejo. Tema tokratne sezone oddaje Koraki do uspeha je podjetništvo v umetnosti. Včasih bi rekli na videz nezdružljivi področji, ki jim poskušamo najti tokrat skupne točke. Ugotovili smo v prejšnjih oddajah, da jih niti ni tako malo in je združevanje umetnosti oziroma kulture in podjetništva možno, če je, katere so te skupne točke, kje so prepreke, kje izzivi, kje priložnosti. No, vse to in še več bomo tudi danes poskušali obelodaniti z današnjim gostom oddaje Koraki do uspeha. To je priznani kraški kamnosek, človek, ki nosi Kras v srcu in ga preko kamna predstavlja tujcem in domačinom. V moji družbi Jernej Bortolato, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lep pozdrav. Morda za tiste, ki vas še ne poznajo tako dobro, kdo je Jernej Bortolato? Enostavno povedano kamnosek, tako me poznajo zadnjih skoraj 30 let. Kamnosek, ki izdeluje marsikatero umetnino, to je treba priznati. Kaj vi natančno izdelujete? Kaj ti poznamo kamnoseke, ki izdelujejo, bomo rekli, jrte, portone in tako naprej, se pa nekateri, ki se tudi umetnostno s tem ukvarjate. Načeloma je to domača umetnostna obrt, se pravi, izdelujem izdelke, ki so ponavadi manjši, ampak ja, skoraj vse izdelujem, no? Ker pač imam delavnico majhno in temu prilagojeno, se pravi neke terilnike, vaze, sklede. Zdaj, ali je to umetnost? Jaz mislim, da je to bolj obrt, ki meji na umetnost, nekako povezano eno z drugim, no? Ampak za laično rečeno, izklesati eno rožico na kamnu, pa moraš biti vendarle malce umetnika, ali ne? Kar še enkrat rečem tako, ne? Dober kamnosek je slab kipar, ne? Ampak ja, mislim, se moraš, ja, kar še je tudi tretja dimenzija dostkrat upoštevana in je treba tudi to včasih narediti, ja. Morda lahko dodamo, živite in delate v Pliskovici, v samem osrčju Krasa. Je morda tudi domači kraj navdih za izražanje, za ustvarjanje? Ja, sigurno. Tako sama vas, Pliskovica, kakor tudi širši Kras. In tudi drugod dobiš ideje, ki jih potem ukomponiraš neke nove izdelke, ki so mogoče tudi sodobni, uporabni, tako se tudi trudim delati. Ja, nekaj pa treba vseeno poiskati iz tradicije. Kako se je pri vas pravzaprav začelo zanimanje za kamnoseštvo, za umetnost? Je prišlo to spontano? Vam je bilo morda položeno v zibko? Malih zibko ne moram reči, ker drugače po izobrazbi sem elektronik, delal sem elektroinštalacije, na radiju sem delal, so se tudi pogovarjali, nekdanja kolega, bomo rekli tako. Ja, marsikaj sem probal in bom rekel, poklici, s katerim ustvarja z rokami, so mi zelo blizu. Očitno to imam nekako iz korenin, iz preteklosti, ker moji predniki so bili kovači in kolarji. Drugače navdušil nad tem me je oče, ker je bil nekako povezan s tem. Ja, kar nekaj let je bilo odkrivanje tople vode, rekel hobi, in potem pa je preraslo v poklic. Ki ga upravljate koliko let že? Ja, 1. maja bo 27 let. 27 let klesanja v Pliskovici. Tako. To pa ni malo in seveda pozna se. Jernej Bortolato je v naši družbi na Radio Robin v tokratnih Korakih do uspeha, kjer po glasbenem premoru izvemo še malce podrobne, s čim se ukvarja, zato ostanite v naši družbi še naprej. Radio Robin, kjer se družimo v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha, kjer v jubilejni 10. sezoni združujemo podjetništvo in umetnost. V moji družbi danes kraški kamnosek Jernej Bortolato iz Pliskovice. Jernej, na vaši spletni strani sem prebral, da izdelke izdelujete iz kraškega kamna apnenca, pri čemer velikokrat izhajate iz tradicionalnih oblik in funkcionalnosti. Kaj to z enostavnimi besedami pomeni? Ja, replike, neke izdelki so replike izdelkov, ki so bili v preteklosti, nekatere so prilagojeni v današnji čas, recimo posode za mast jih ne uporabljamo več, imamo za rože, delam neke miniature, potem, ki se uporabljajo recimo za nek sladkor. Tega je kar nekaj, potem različno okrasitve, ki so bile v preteklosti, ki se potem komponirajo v različne izdelke.
Dosti stvari je kombiniranih na željo ljudi in potem neke moje ideje in skupaj potem spravimo nek izdelek. Se pravi, to govorimo tudi o tem, da lahko delate tudi po naročilu, ne da ne, no. Ja, sej večina stvari se dela po naročilu, ker če rečemo tako, sam kamen je drag. In zdaj delati neke serijske stvari, kateri človeku ne paše, je ista cena, da narediš ti nekaj po želji, da je točno za tisti prostor, kot nekaj, ki je, kot da kupaš iz serijske proizvodnje. Zato večina stvari je, rekel ja, delanih po naročilu. A močno omejuje to umetniško izražanje oziroma svobodo? Včasih ja, ampak večinoma ne. Ne vem, svoj pridih moraš dati izdelku, v osnovi prepustiš stranki, zato ker moraš zadovoljiti stranko, se pravi, da je njej pisano na kožo, ampak svoj pridih in svoj podpis, tako svoj podpis, rekli, tako ja, daš noter, ja. Ja, pod marsikateri izdelek ste se podpisali v svoji skoraj 30 dolgi kamnoseški karieri. Ste tudi lastnik naziva kamnoseški mojster. Zdaj, kako izgleda ta pot od ljubiteljskega ustvarjanja do mojstra kamnoseka? Verjetno precej dela in še enkrat dela. Ja, se na začetku mi je bilo res hudo, začel sem vpraševati, če bi imel kakšne delavnice za otroke, in to tle mi je bilo, se ne vem, ker sem se učil sam, ali imam sploh pravilen pristop. Zato sem se potem tudi odločil za mojsterski izpit, ki sem ga uspešno opravil. In sem videl, da imam tiste kompetence, da lahko predajam tudi znanje naprej. Ja, pot je bila kar nekaj časa trajala, da se sam sebe dokazuješ. Ne vem, zakaj nisem nikoli se odločil, da bi šel v izobraževalni sistem, pač sem bil samouk. Danes pa veliko sodelujem tako z poklicno šolo, kot z višjo in visoko šolo v Sežani za oblikovanje kamna, tako da zdaj so mi te stvari pa bistveno bližje. Kako pa v praksi izgleda mojstrski izpit kamnoseka? V bistvu je kar nekaj teh izpitov, najbolj pomembno je pa ta naloga, ki si jo načrtuješ in potem izdelaš v točno določenem času, določene zahtevnosti in komisija tukaj oceni, pregleda in to je to. Zato, ker sprašujem iz tega vidika, ker ste tudi, bomo rekli, lastnik enega prestižnega naziva, ne? In sicer naziv, če sem prav razumel, Zlata Vitica. Ja, Zlata Vitica pa je naziv Obrtno-podjetniške zbornice, to je sekcija za domačo umetnostno obrt, ki sem jo dobil že kar nekaj let nazaj. To je pa v bistvu za opus nekih izdelkov, ki jih izdelujem, oziroma sem jih tiskrat izdeloval za tisti del izdelkov. No, na Krasu je kar nekaj kamnosekov oziroma ustanov, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo, tako ali drugače. Kaj sodelujete med seboj? Ja, na Krasu smo se začeli kar povezovati pred dobrimi 12-14 leti, ko smo imeli prvi festival kamna. Smo nekako začeli na tej, potem se dobivamo včasih na kakšne pijači, kakšno srečanje imamo, tudi za sekcijo kamnosekov Slovenije sodelujemo, tako da smo se začeli povezovati, kar pomeni, da se da tudi potem na kakšnem večjem projektu, fantje, ki delajo tudi večje zadeve, da se znajo povezati in kakšno stvar ustvariti. Omenili ste festival kamna, ki ga mislim, da vsako drugo leto prirejate v Pliskovici, se pravi v vašem kraju, in ki nam da marsikaj tudi za bodoče rodove, ne? Ja, festival kamna, ja, to je bil en tak velik izziv. Moramo omeniti za naše poslušalce, seveda ste vi gonilna sila tega festivala, ne? Ja, hvala. Ampak ja, brez članov našega društva, razvojnega društva Pliska, Obrtne zbornice Slovenije, višje in visoke šole za oblikovanje kamna v Sežani, gradbene šole v Ljubljani, tega ne bi bilo. Zaradi tega, ker tukaj povezujemo mlade, ki pridejo na ta tekmovanja in najboljše pripeljamo do Euroskills tekmovanja, ki so vsako drugo leto v drugi državi. Tukaj seveda brez pomoči tudi Centra za izobraževanje Republike Slovenije ne bi bilo tega, ampak vsi skupaj zmoremo, da je en 3-dnevni dogodek, ki je posvečen kamnu in predvsem mladim in promociji tega poklica. In to mislim, da se je v 10 letih kar obrestovalo. Jernej Bortolata v naši družbi, v tokratnih korakih do uspeha, poslušalke in poslušalci, stanite v naši družbi še naprej, ko se z njim pogovorimo še o tem, kako se da njegovo ustvarjanje iz kamenja tudi seveda prodati, kje so izzivi, kje so priložnosti.
tokratni koraki do uspeha oddaje na Radio Robin, kjer v letošnji 10. sezoni združujemo umetnost in podjetništvo in kjer gostimo zanimive goste z področja umetnosti ter njihovo videnje podjetništva v tej branži oziroma področju. Jernej Bortolato, priznani kamnosek s Krasa, je v naši družbi. No, preden stopimo na pot umetnosti in podjetništva, še tole, med svojim ustvarjanjem, svojim ukvarjanjem s kamnom ste stopili v stik oziroma ste začeli sodelovati tudi z najrazličnejšimi umetniki, tudi iz ostalih branž umetnosti, bomo rekli, ne? Sodelovali ste s kar nekaj eminentnimi imeni. Ja, to je res ena takih, sigurno Oskar Kogoj. Zelo poznano ime na našem področju, ne? Sigurno. Potem Andraž Debeljak, to je bila najdaljša zgodba sodelovanja, dobrih 10 let. Ja, dobili smo se, pač neke stvari so se povezale in se je naredilo kar nekih lepih izdelkov. Ki jih je mogoče tudi kje videti? Ja, seveda. Zdaj, sicer kar se tiče Andraža Debeljaka, se ta zgodba zaključa, tudi on je prenehal s njegovo dejavnostjo. Zdaj pač ni več v poslovnih darilih, ampak v čokoladi. Ampak pri Oskar Kogoju verjetno še zmeraj nekaj. Ja. Torej v Pliskovici, v vašem kraju, kjer tudi delate, se ne ukvarjate samo z izdelavo umetnin iz kamna, v svoji delavnici za skupine organizirate tudi prikaz kamnoseštva, pa tudi kakšne kamnoseške delavnice. Kolikšno je zanimanje za to vrstno umetnost? Je kar nekaj zanimanja. Moram reči, da ljudje so dostikrat imajo predsodek do kamnoseštva, ker kamnoseštvo je poznano predvsem drugod po Sloveniji, tako z enim drugim pridihom. In potem, ko pride v delavnico, sicer moja skromno majhno delavnico, ampak ko jim razložiš, kako se kamen pridobiva, kako se ga obdeluje, potem je čisto nekaj drugega jasno. Dostikrat tudi za mlade, za otroke, osnovnošolce, srednješolce imamo delavnice, skupaj naredimo nek enostaven izdelek, tako da dobijo malo občutka, da se kamen ga da tudi obdelovati, da se da tudi nekaj narediti. In to je nekako tudi spodbujanje zanimanja oziroma odnosa do samega kamna, do izdelkov in tako naprej. Kaj pa vaše osebno mnenje, je vaša umetnost, vaše ustvarjanje dovolj cenjeno pri ljudeh, pri obiskovalcih? Ja, mislim, da ja. Zaradi tega, ker kada ljudje spoznajo, kako se stvari delajo, kadar jim obrazložiš, potem imajo drugačen odnos. Dostikrat vidimo izdelek, ki izgleda na prvi pogled enostaven, ampak kada ga začneš delati, ker primeš orodje v roke, vse to do vsakega izdelka, do vsakega materijala je podobno, potem vidiš, da treba kar veliko spretnosti, znanja in natančnosti, ne tresoče roke, ne? Ja, pri kamnu ponavadi tako, da popravnega izpita ni. Ga ni, ne, da je, zna biti kar tak težak, ne samo po teži. Tako. Pa se da to vaše ustvarjanje tudi podjetniško udejanjiti, torej po domače povedano, se ga da lepo prodati? Zaenkrat moram reči, da ja. Seveda, stvari so tako odvisno od situacije, so take in drugačne na trgu. Vemo, da stvari dostikrat so drage, zaradi tega, ker so ročno izdelane in vzamejo veliko časa in tako naprej. Ampak malo moraš se prilagajati. Ne? Včasih tudi delaš izdelke, ki ti niso všeč, ampak jih moraš pač delati zaradi tega, da preživiš. Ampak načeloma se da. Kolikšna pa je pri vašem delu pomembna, bomo rekli, zgodba pri prodaji izdelka? Nekaj, kar recimo naredite, pa stoji neka zgodba od zadaj, je to pomembno pri vas ali je to postranskega pomena? Ja, dostikrat me ljudje sprašujejo, posebno, kad je kakšna neka skulptura, ki ne vidi vsake zgodbe v njej. Je fajn, da bi bila, ampak jo ne znam napisati. Se mi zdi, da ko še kaj dobiš kos kamna, in začneš nekaj delati pač za dušo, take skic imam jaz en kup nerealiziranih, ampak začneš delati in delaš in ne vidiš potrebe po neki zgodbi, tukaj delaš za dušo. Ne? In potem je človeku včasih težko razložiti, kaj je pomen vsega tega. Ne? Ja, pri kakšni stvari pa se tudi zgodba naredi. Da je vaša umetniška in podjetniška pot precej prepletena, kaže tudi dejstvo, da ste nekdanji predsednik območne obrtne podjetniške zbornice Sežana, trenutno podpredsednik, ne? Pa tudi predsednik sekcije za domačo umetnostno obrt. Kako drugi podjetniki gledajo na kamnoseštvo? Ja,
tako kot vsi ljudje, kot splošni kupci in tako naprej. Ne? Pač je treba jim predstaviti. Tudi ne samo rokodelstvo, ne? Oziroma to domačo umetnostno obrt, ne? Katera združuje 70 različnih dejavnosti. Ne? Vsak ima svojo specifiko od zadaj in je treba jo predstaviti. In potem je pogled čisto drugačen. Ne? Zdaj smo se 7 let sem se nekako boril mojih 2 mandatih, da smo dobili zakon za zaščito rokodelcev, kateri tudi tu nekaj pripomore za promocijo in za razvoj teh dejavnosti, kateri upam, da se bojo te dejavnosti tudi še okrepile, predvsem med mladimi, zato da se ohranja tudi naša dediščina. No, pa se lepo lahko navežemo na to. Se vam zdi, da ima obrtništvo, pa v vašem primeru tudi kamnoseštvo, dovoljšnjo podporo države? Ja, to je, marsikje bi se dalo govoriti, ne, to so stvari, ki so nekako v nekaterih krajih izgleda tako, kot da so zabetonirane zaradi nekih lobijev, včasih veliko nas je teh mikropodjetij, ne, kateri se moramo prilagajati in to je prvič usklajevanje samega posla, ne, in potem drugič odnosa države do nas. Ja, so vzponi in padci, jaz upam, da bo država še drugače prisluhnila in nam namenila malo več pozornosti. Da pristopi korak bliže udejstvovanju podjetniške zgodbe. Ne? Jernej Bortolato ostaja v naši družbi v korakih do uspeha tudi v nadaljevanju na Radio Robin. Ostanite z nami tudi vi. Na Radio Robin smo v tokratnih korakih do uspeha, kjer s priznanim kraškim kamnoseškim mojstrom Jernejem Bortolatom se pogovarjava o umetnosti in podjetništvu. Ali kako oboje združiti, kako iz obeh področij povleči največ, tako za svojo dušo, kot seveda tudi za svojo denarnico, ne nazadnje položnice je treba na koncu meseca vendarle plačati. Pa me zanima, kakšno pot je po vašem kot umetnik, v vašem primeru recimo podjetnik, treba ubrati, da je duša še vedno potešena, denarnica pa ob tem, da ne preveč trpi. Ja, to so vedno kompromisi. Pač prilagajanje trgu, en del je, tako kot sem rekel že prej, neke stvari, ki jih rad bi naredil, ki so za dušo, stojijo v kotu, in ni časa jih narediti, ali pa si ga ne vzameš, ker veš, da je včasih mogoče tak izdelek težje prodati, ker je bistveno dražji. Zdaj pa je odvisno od situacije. Če je situacija, da je malo boljša, da ljudje si lahko privoščijo, se bo tak izdelek lažje prodal. Glede na to, da veliko stvari doskrat saj mi rokodelci delamo, ki so nekako za darila, sicer so tudi uporabni in tako naprej, ampak to je prva stvar, ki se ljudje odmaknejo, ki ni potreba. In potem tukaj je treba veliko kompromisov, da potem res delaš tisto, kar si želiš delati, in da na koncu tudi prodaš, zato ker treba preživeti. Treba preživeti in plačati položnice, če nič drugega. Kakšen je po vaših izkušnjah trg umetnosti v Sloveniji dovolj velik za umetnike vašega kova, recimo? Na nek način je, ampak je treba stvari širiti. Sicer to vzame doskrat, vsaj z moje strani je tako ogromno časa, če želiš imeti neke spletne strani in tako naprej, in vsa ta organizacija in logistika je prezahtevna in potem ne vem, kam prideš za neko ceno izdelka. Ampak načeloma se da preživeti tudi v Sloveniji, sicer treba res brcati in se promovirati in se širiti in pokazati, da si. Bi rekel, po kraško je treba mihati, ne? Ja, tako. No, ker smo že na Krasu, oziroma na turistični destinaciji Kras in Brkini, globoko ste vpeti tudi v turistično dogajanje, sodelujete z najrazličnejšimi akterji na tem področju. Koliko vam pomeni turistični obisk Krasa za vaše poslovanje? Če gledamo podjetniško, strogo podjetniško. Vsaka stvar pripomore. Se pravi, jaz imam veliko skupin, ki pridejo, ki so organizirane preko turistične agencije in tako naprej. Sicer od tega v prvem šusu, tako, ko pride na obisk, nimaš nič. Ampak če dolgoročno pogledaš, marsikdo se čez leto, mesec odloči za nakup nekaj tvojega izdelka. Tako da posledično je to neka dobra promocija, ne samo zame, ampak za cel Kras. Se pravi, prvič jaz želim, vsak se promovira sam sebe, ampak na koncu promoviraš neko dejavnost in promoviraš neko okolje. Tako da se ljudje potem vrnejo na nek obisk, ki ostane dan, dva lahko tudi, in doživijo Kras tudi malo drugače.
Morda tudi zaradi tega, ker vidijo, koliko truda je treba vložiti v to, da nek izdelek zaživi. Ja, seveda, zato tudi naredimo kakšno delavnico, ki traja več kot par ur, je tudi 3-dnevne delavnice pripravimo, tako da ljudje si izdelijo sami izdelek, da vidijo, koliko praha treba narediti, koliko udarcev je potrebno narediti, da lahko narediš neko posodo. In da ni popravnega izpita. Tako, da nimaš več kosov celih. Bi mogel Kras oziroma turistična destinacija, v tem primeru Kras in Brkini, bolje izkoristiti kamnoseštvo kot del svoje identitete, recimo? Ja, sigurno. Mislim, v povezavi z drugimi, ko je kulinarika, ko so različne doživetja, ki jih imamo na Krasu, bi morali mičkeno bolj se združiti, oziroma še več nas bi moralo biti, da bi se združevali skupaj in večjo akcijo naredili. No. Kaj pa med drugimi kamnoseki na Krasu, a je zanimanje za to vrstno ponudbo, oziroma da bi turistično sodelovali? Mislim, da ni preveč, da ni veliko, ne vem, če še kakšen, no? Ampak mislim, da bi moralo biti tega več. Problem je čas spet, in vsak ima svoje nastavitev v delavnici, ali si lahko to privoščiš, ali si ne moreš. Jaz pač že v štartu sem rekel, da imam turistično kamnoseštvo, ker rad pokažem svoje delo in mislim, da to bi moralo biti več na tega. Še se bomo v nadaljevanju današnjega pogovora o tokratnih korakih do uspeha z Jernejem Bortolatom pogovarjali o podjetništvu v umetnosti, katere slabosti sam vidi, kje je možnost za izboljšavo, pa tudi o sami promociji bo stekla beseda. Ostanite v naši družbi še naprej. Jernej Bortolato, kraški kamnosek iz Pliskovice, še vedno na Robinu, ko se tokrat pogovarjamo o umetnosti in podjetništvu oziroma o kamnoseštvu in podjetništvu teh področjih, ki ju na prvo žogo morda ne moremo slačiti v isti koš, ampak vendarle neke stične točke pa smo vendarle dobili. Pa še en vidik bi rad izpostavil v predzadnjem delu današnje oddaje. Jernej, kako pomembna je promocija v umetnosti? Tako kot v vseh panogah je promocija zelo pomembna. Zdaj, na kakšen način, to je tudi znanstvena fantastika. Ker ne vem, vsaj meni je zdaj promovirati preko teh družbenih omrežij, ja, je super, ampak izdelek tega moraš imeti v roke, ker kamen je težek, je hladen, je topel, je občutek same površine. In zato moraš se dostikrat pojavljati med ljudmi, se pravi, neki sejemčki, včasih se ti zdi stvari, da so brez veze, ki greš, ker so razmeroma tržni, cenovno je to nezanimivo za posejmih. Ampak kljub temu so potem stranke, ki te obiščajo. In mislim, da se treba pojavljati, zato da si ustvariš neko ime, prepoznavnost in tvoj stil pač samega dela. Morda na prvo žogo ne doseže, ampak na koncu vendarle dosežejo tisti krog ljudi, katerega ti zasleduješ. Ja, sigurno. Včasih moraš imeti malo sreče ali pa ne vem, pač razne krize. Ena kriza, ki se je zgodila, ki je bila gospodarska kriza, ker v preteklosti sem veliko delal iz teh poslovnih daril, ki se je sesula čez noč. Ampak jaz sem dostikrat obiskoval te sejemčke. In potem se je čisto zamenjala struktura kupcev in pač sem moral... Ne vem, te kupci so prišli potem do mene, ki so pa še individualne osebe. Prej smo delali velike serije, sem delal, zdaj so pač personalizirani zadeve in pač se prilagodiš in če ne bi hodil okrog po teh sejemčkih in raznih aktivnosti imel, se to tle bi zgodila res katastrofa, bi moral res zamenjati poklic spet. Potem takem lahko sklepamo, da ti promocija vzame kar dobršen del tvojega časa. Ja, promocija, če želiš jo pravilno delati, ti vzame veliko časa, in to je tisti čas, kadar so nedelje in sobote, ki bi rajši nekje lenaro. Ja, vsaka promocija vzame veliko časa in mislim, da tukaj dostikrat obrtniki in podjetniki si ne znamo vzeti dovolj časa, zato da bi dosegli en korak naprej. Kateri kanal pa vam prinese največ strank? So to obiski sejmov, so to priporočila, turizem, splet? Mislim, da pač, ne vem, jaz sem nekako od ust do ust. To mi je bilo, pač sem štartal še pred temi družbenimi omrežji. Old school variant. Pač tako ni bilo še teh družbenih omrežij in nekako tako se je širil moj glas, ker po drugi strani si nisem želel preveč dela,
ker vprašanje je, če potem sfolgaš svoje delo in če si ostaneš še zmeraj dovolj kvaliteten in tako naprej, da te ne povozijo naročila, nekako, tako bi rekel. In moraš iti korak za korakom, no? Zato, da nekako rasteš skupaj z svojimi strankami. In kaj je za vas osebno večji uspeh? Popoln izdelek ali zadovoljen kupec? Ja, oboje. Oboje mora biti, to je kompromis, tako da. Pač kvaliteta tudi mora biti zato, da je kupec zadovoljen, ter da je kupcu dovolj. Ne? Enostavno matematika. Tako. Kraški kamnosek Jernej Bortolato v moji družbi, ko se z njim še v zadnjem delu oddaje pogovorimo o izzivih v umetnosti in podjetništvu, ter seveda, ko bo za naše naslednje goste tudi postavil vprašanje. Še zadnjih nekaj minut namenjamo podjetništvu in podjetnikom v oddaji Koraki do uspeha, kjer je naš današnji gost Jernej Bortolato, priznani mojster kamnosek iz Pliskovice na Krasu. Ja, v letošnji sezoni Korakov do uspeha gostimo najrazličnejše umetnike in raziskujemo njihovo videnje podjetništva, kulturi, pa morda tudi obratno, po vašem mnenju kultura v podjetništvu tudi pomembna? Seveda je. Ja. To je itak povezano. Rokodelstvo, kultura, umetnost, to so vse stične točke in to posod prideš, kjer je povezava. Kaj pa kultura, ko govorimo o recimo plačilni disciplini in podobnem? Nimam teh težav, no. Pač verjetno zaradi tega, ker niso veliki zneski, ne? Ampak načeloma res nimam težav, na to se moram pohvaliti. No, v letošnji sezoni Korakov do uspeha predajamo neke vrste štafeto. In sicer aktualni današnji gost poda vprašanje, ki je vezano na podjetništvo in umetnost prihodnjemu. Kaj bi vi zastavili? Katero vprašanje bi zastavili? Ja, najraje bi ponovil eno vprašanje, katere skoraj ne znam odgovoriti, ne? Koliko časa vzame res nek dober marketing oziroma kakšni so izzivi v promociji same dejavnosti? Pa je res trd oreh tudi ta marketing oziroma tale promocija, kaj ne da? Kajti marsikdo, ko se pogovarjam z njim, mi zaupa, da res vzame dosti časa predvsem. Ja, to smo ponavadi, smo samo zaposleni in potem ti se fokusiraš na svoje delo, ne? Pa še neke obveznosti, ki se pritičejo takoj zraven in na konci najbolj pomembno je, kako izdelek prodati, tam pa nam zmanjka, tukaj smo ponavadi prekratki. Tako. No pa morda še za konec me zanima ena zadeva, prej smo se zgolj obrobno dotaknili, pa še to me zanima iz vaših ust. Kaj bi svetovali mlademu človeku, recimo mlademu zaljubljencu v kamen, ki razmišlja o poti podjetnika, umetnika? Sicer to so težki tisti, kar se doskrat tudi z mladimi kolegi se pogovarjamo, še kad daš kakšno priporočilo. Ampak ja, prvič je treba vztrajati in drugič se pojavljati. To so izzivi, vzame veliko časa, veliko prostega časa, to ni v tistem sklopu tistih 8 ur, ampak oni prosti čas, katera mora vzeti v zakup in da se pojavljaš, da obstajaš in da si najboljši. Torej, tudi če se prvi kamen zlomi, ni nujno, da se bo tudi drugi, ne? Drugi se ne bo. Kateri kamen pa je vas v življenju največ naučil? V bistvu, sam moj fokus je bil v tem, da delam izdelke iz našega kraškega kamna. Ker turist, ki pride, želi kupiti nekaj od tukaj in kdo želi pa neko darilo nekomu drugot, pa da nese nekaj domačega. In se pravi, naši domači kraški kamni, 6, 7, 8, kar jih je še na Krasu, to je moj fokus in izziv. Jernej Bortolato, najlepša hvala za vaš obisk v studiu Radia Robin in seveda uspešno na vaši kamnoseški poti še naprej. Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Koraki do uspeha so bili tole na Radio Robin oddaji, ki letos vstopila v jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spinten Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uroš Simčič, ki vam voščim prijeten dan še naprej. Koraki do uspeha.